kako hranimo svoje bakterije, a vnašamo vlaknine. Vlaknine so tisto, ki naredi nek gel v črevesju. Rdeči fižol in beli fižol sta dva vira vlaknin. Več barv, ko boste dodajali, večja bo raznolikost vaše prehrane. Sladkor zelo hitro pade. Posledice so cravingi, utrujenost, brain fog, zaspanost. Torej, rabimo te žive bakterije, rabimo te živalce v našem črevesju, probiotike, ki v bistvu delajo nekaj koristnega za nas. Če ima hrana volumen, neko strukturo, pospešuje izločanje hormonov sitosti iz črevesja in ti hormoni sitosti z možgani komunicirajo, hej, dovolj imaš. Da dodate volumen jedem, posegajte po zelenjavi, torej špinača, solata in mešajte čim več različnih virov, saj tako vnašate različne vlaknine. Živijo, dobrodošli v prvi epizodi nove sezone Špar podcasta Več vem, bolje jem. Ko že nekaj ur čakamo na železniški postaji in se zdi, da prevoza ne bo dostikrat rečemo, vlak? Ne. Ampak danes se bomo pogovarjali o vlakninah v prehranskem smislu. Z mano je dr. Teja Klančič, znanstvenica, ki vam zna razložiti mikrobiom tako dobro, da nam bo vsem kliknilo. In pa še nekaj, če si boste po današnjem podcastu zaželeli še kaj več dodatnih konkretnih informacij, jih najdete na Šparovi spletni strani Več vem, bolje jem. Kako do nje? Najlažje je kar poskenirati QR kodo, ki zdaj lebdi nekje okrog mene in se po podcastu najdemo tam. Teja, lepo pozdravljena, dobrodošla spet v naši družbi. Eno vprašanje imam. Preden sem nekaj brskal po internetu in sem naletel na en komentar, s katerim sem se tudi jaz kar poistovetil. Prav takole, pojem solato in imam občutek, kot da bom počila. Pojem pico in sem okej. Kaj se dogaja? Zakaj? To se tudi kdaj, ni tako, da je pica bi te morala obtežiti, solata je pa lahka, pa greš lahko potem direkt, ko jo poješ, skakati ob palici na 25. Ja, to je super vprašanje. Pica ima preproste ogljikove hidrate in ti hidrati ne hranijo naših bakterij, posledično nastaja manj plinov in zato ni občutka, da bo počla. Zdaj, solata ima veliko vlaknin, veliko FODMAPov, to so pa te snovi, ki pridejo v stik z našimi bakterijami, fermentirajo, nastajajo neke koristne substance za naše zdravje, ampak seveda napenjajo, kar ne pomeni pol, da je pica super za tvoje zdravje, vlaknine, solata pa je problematična. Problem je, v kakšnem stanju je vaše črevesje. To pomeni, da če nekdo slabo prenaša zelenjavo, ravno ta človek je tisti, ki jo najbolj potrebuje, ampak je mogoče smiseln boljši pristop, v smislu ne da rečeš potem, ne bom jedel nobenega sadja zelenjave, ampak da rečeš, izbiral bom tako sadje zelenjavo, ki manj napenja, to tako imenovana low FODMAP živila. Tako da, Jaz predlagam, da je najbolje, da ne bomo sam govorila nekaj, da skočiš v trgovino in da si skupaj pogledamo, kakšna so dejansko oziroma kaj so ta low FODMAP živila. Pa greva. Da bo lažje prebavljivo, posegajte po nezrelih bananah, ker imajo manj fruktanov kot zrele. Če imate težavo z napenjanjem, posegajte po sončnicih semenih, čija semenih, saj so to boljša izbira kot indijski oreščki. Borovnice so super izbira, če imate težave z napenjanjem. Pomembno pa je, kako količino zaužijete, saj če zaužijete preveliko količino česarkoli, vas bo napelo. Tudi jagode so na seznamu low FODMAP živil in so lažje za vašo prebavo. Če vas čebula napenja, super alternativa je por. Greva zdaj na malo bolj direktno vprašanje. Recimo, da je neka raziskovalna agencija izvedla anketo, in imamo približno 50% ljudi gre brez težav 2-krat, 3-krat na dan na veliko potrebo, druga polovica se pa matra, komi da gre enkrat na dan, še takrat se mučijo. Zakaj prihaja do takih razlik? Prvi razlog je, da nismo si vsi ljudje enaki. To se pravi, ne samo genetsko smo si različni, tudi naš mikrobiom je tako edinstven kot naš prstni vtis. In tisto, kar bo prebivalo v našem črevesju, bo imelo zelo velik vpliv, kako mi odvajamo. Drugi razlog je življenjski slog, torej kako
hranimo svoje bakterije, a vnašamo vlaknine. Vlaknine so tisto, ki naredi nek gel v črevesju, strukturo, naredi blato bolj konkretno in tudi lažje odvajanje. Tretji razlog so stres, kako nekdo regulira stres. Če si imel kdaj sestanek, veš, da ob akutnem stresu letiš na WC. Ko je kronični stres, pač si lahko zaprt. Teden pred premiero, recimo, kaj bo in kar čutiš. Ja. In zadnji razlog pa je, da v bistvu vlaknine so tisto, ki bo vplivalo na to, kako bomo mi pač odvajali in kak bo vnos in koliko vode bomo. Zdaj, če samo vlaknine vnašamo, ni dovolj. Potrebno je tudi voda, da je blato mehkejše. Medicinsko gledano 3-krat na dan ali pa 3-krat na teden je ok. Edini problem, ki ga vidim, je, če se nekdo muči, ko odvaja, če je trdo blato in če je prisotna bolečina. Takrat je pa treba ukrepati. Jaz sem se običajno mučil pri odvajanju, sam pri matematiki. Tako da, dajmo pa zdaj ne na matematično odvajanje, ampak na biološko. Gremo pogledati v trgovino, kakšni so nasveti za lažje odvajanje. Da bo blato mehkejše, študija kaže, da je potrebno zaužiti 2 kivija na dan. Če vam kivi ni všeč, bojo tudi suhe sive poskrbele, da boste bolj pogosto obiskali WC. In pa indijski trpotec, kralj vlaknin, ki v črevesju tvori gel in mehča blato. Vedno, ko pa povečate vnos vlaknin, pa ne pozabite na vodo. Brez vode bo cement. Včasih se mi zdi, da po kosilu, sploh če je malce bolj obilno, da imam občutek, da bi lahko kar zaspal za mizo. Zdaj, na srečo sem espejevec, tako da nimam sodelavcev, ki bi jih to motilo, ampak zakaj se to dogaja? Temu se reče tako imenovana postprandialna zaspanost. To je zaspanost, ki se pojavi po obroku. Zakaj? Če nekdo uživa, ko si prej omenil neko pico, so to preprosti ogljikovi hidrati. To gre zelo hitro v našo kri. Posledično, ko pride ta glukoza v našo kri, se z našega telesa izloča tudi inzulin in ta sladkor zelo hitro pade. Posledice so cravingi, utrujenost, brain fog, zaspanost. Rešitev je več beljakovin pri obroku, več vlaknin pri obroku, zato ker vlaknine tvorijo tako mrežo, gel in upočasnjujejo ta prehod iz našega črevesja ogljikovih hidratov v našo kri. Tako da je sproščanje bolj kontrolirano in manjši skoki, posledično tudi manjši padci. Se pravi, in več stabilne energije. Na nek način moramo mi izolirati svoja prebavila, tako. Zato da je prehajanje bolj regulirano. No. Ja, super. Jaz predlagam, da nam kar pokaže z LTE-ja, kako to uravnavati in da ne bomo preveč zakomirali po vsakem obroku. Leča, čičerika in fižol. Super izbira, saj je to dobra kombinacija vlaknin in beljakovin, kar je pa super recept, da ostanete dlje časa siti. Da pa res dosežete 30 različnih virov vlaknin na teden, pa razmišljajte v barvah. Torej, rdeči fižol in beli fižol sta 2 vira vlaknin. Več barv, ko boste dodajali, večja bo raznolikost vaše prehrane. Super izbira za hitro malico pa je tudi njamito obrok v flaški. Slovenski izdelek, ki vsebuje kar 20 gramov beljakovin in 10 gramov vlaknin z 10 različnimi viri vlaknin. Zdaj pa eno resno matematično vprašanje. Zdaj, bazalni metabolizem, okoli 2000 pa še nekaj kalorij za desca mojih dimenzij. Zdaj pa, če jaz pojem v enem šusu okoli 2000 kalorij nekega junk fooda, se pravi visoko procesiranih hamburgerjev, pa še česa zraven, zakaj mi to ne drži cel dan, ampak bi po 2 urah spet komot zmazal približno enako porcijo? Zato, ker sitosti se ne meri v kalorijah. Če je hrana visoko procesirana, se hitro absorbira, pride do hitrega porasta sladkorja, hitre lakote. Potem, če ima hrana volumen, neko strukturo, pospešuje izločanje hormonov sitosti iz črevesja in ti hormoni sitosti z možgani komunicirajo, hej, dovolj imaš, in tudi sit si dlje časa. Torej, da mi res občutimo neko sitost, morajo naši možgani prejeti ta signal. In tako pride tudi do prenajedanja. Ta visoko procesirana hrana je zelo, zelo gosta in mi lahko pojemo velike količine v 20 minutah. Ker rabimo nekaj minut, da se ti hormoni sitosti začnejo izločati. Pri veliki skledi zelenjave pa mi ne moramo vdihniti tiste sklede, ampak to traja, da mi to pojemo. In s tem razlogom postanemo siti in je tudi manjši kalorijski vnos. Super, gremo potem poiskati hrano, ki nam bo dalj časa nudila občutek sitosti. Da dodate volumen jedem, posegajte po zelenjavi, torej špinača,
solata in mešajte čim več različnih virov, saj tako vnašate različne vlaknine. Super predjed in vir vlaknin so tudi različne vrste gob. Super vir vlaknin in odličen prigrizek so tudi oreščki, saj ne dvignejo krvnega sladkorja tako drastično kot drugi prigrizki. Super prigrizek je tudi humus z zelenjavo. Ostali boste siti dlje časa in ne bo tega drastičnega porasta sladkorja. Teja, ljudje imamo zelo radi nekomplicirane stvari. A mi lahko mogoče daš eno stvar, samo eno, ki jo lahko naredim, da bo mogoče že po tednu dni vidna kakšna sprememba. Kaj moram narediti pri načinu ali pa pri izbiri prehranjevanja? Evo, ti dam stvar, ki boš razliko opazil takoj, in sicer nivo energije, po obroku, prej si omenil food coma, in sicer vrstni red. Zdaj, naprimer, če ti imaš zelenjavno predjed, s tem, da je še kisana s kisom, ki ima ocetno kislino, v bistvu upočasniš razgradnjo ogljikovih hidratov, in upočasniš absorpcijo sladkorjev, ki sledijo po solati. To se pravi, da ti poješ solato, potem poješ nek riž pa meso, bo ta prehod teh sladkorjev v kri počasnejši in ti boš bolj energičen, ne boš bil zaspan po obroku. In v bistvu ta minimalna sprememba, kako si urediti prebavo, da ne bo te food come. Se pravi, našim mamam zlomimo srce, kar rečemo, ne bomo začeli z govejo župo, a lahko solato na začetku. To je način, da se pač manj poje in da smo bolj energični po samem obroku. In poglejmo, katera živila so primerna za ta način. Hvala lepa. Šparov kruh z drožmi. Odlična izbira za ljudi, ki imajo težave z napenjanjem, saj je ta kruh lažje prebavljiv. Super vir beljakovin in vlaknin pa so tudi ovseni kosmiči, imajo pa prav posebno vrsto vlaknin, to so beta-glukani, ki znižujejo slab LDL holesterol. Če iščete zdrave alternative in hitro malico za v službi, predlagam tole šparovo skledo solate, dodate skušo in imate odličen uravnotežen obrok. Če pa vam ni do kompliciranja, so pa vnaprej pripravljene šparove sklede odlična izbira, visoka vsebnost vlaknin, visoka vsebnost beljakovin in odličnega okusa. Brinina skleda ima losos, potem imamo tukaj le še hot champ, ki ima piščanca, in pa Nikino bowlo, ki je moja osebna najljubša, ki ima tudi piščanca. Teja, najlepša hvala, ker si za začetek nam odgovorila na telih 5 vprašanj. Fino je videti. A dostikrat takole pridejo ljudje do tebe, pa te sprašujejo, te prepoznavajo, pa rečejo, Teja, kaj pa ta stvar, kaj pa teli mikrobiomi, kako se dogajajo te stvari? Ja, odkar sem pač aktivna na socialnih omrežjih, sigurno je tema pogovorov, ne glede na to, kje sem, s kom sem, črevesje. Velikokrat v družbi, a sem tole bi te vprašal, ne? Vse je super, ne? Bistvo je, da se o tem govori, in da se te tematike naslavlja, ker je veliko mitov in neresnic in v bistvu se mi zdi, da skrb za črevesje je res tista osnova, tisti temelj za neko dolgoročno zdravje in vitalnost. Super, in dajva midva pogledati eno stvar, ki smo že omenjali, pa mislim, da jo bomo še veliko probiotiki. Kako bi meni recimo, nekaj šteka, probiotiki so nekaj, kar je dobro za nekaj živega. Kako bi mi razložila njihov pomen, zakaj jih potrebujemo, pa kaj je pomembno pri njih? A se spomniš, ko smo snemala prvi podcast in si ti uporabil izraz, to so naši podizvajalci. Tako je. In meni se zdi to čudovito in jaz to zdaj v vseh svojih predavanjih porabljam, ker ljudje razumejo. To se pravi, super, čakaj sam, da zapišem, dobiš pol fakturo za procente. Dejansko so to naši podizvajalci. Živimo v neki simbiozi, to so male živalice, bakterije, ki za nas iz vlaknin, mi ko hrano pojemo, oni to hrano razbijajo na manjše koščke, in to hrano naredijo zdravo za nas. To se pravi, iz neke vlaknine, ki pride v stik s probiotikom, je bistvo, da nastajajo vitamini, minerali, da nastajajo kratkoverižne maščobne kisline. To so tiste molekule, ki imajo protivnetni učinek, ki vplivajo na to, da smo hitreje siti. Torej, rabimo te žive bakterije, rabimo te živalce v našem črevesju, probiotike, ki v bistvu delajo nekaj koristnega za nas, iz hrane, ki jo mi jemo. Zdaj, če teh podizvajalcev ni, tudi koristi uživanja vlaknin ne bi bilo. Tako, se pravi, in pa kaj, ko pogledaš
v nekoga, zdaj vem, ne, pa če se ukvarjaš, če veš, sem nikoli, kot če bi bila dermatologinja, ki bi ljudje hodili do tebe, kaj tle ima meni lišaj neki, pa tle neki. Ampak recimo, če bi pogledala vsakemu v črevesje, se pravi to, kar ima on svojega, pa kar ima teh podizvajalcev, a to je to, čemu rečemo makrobiom. Mikrobiom. Tako. In predvidevam, da tudi mikrobiomi se razlikujejo od osebe do osebe. Vsak od nas ima tako poseben mikrobiom kot njegov prstni odtis. Sprav, niti dva človeka na tem svetu nimata identične sestave črevesnih bakterij. Vprašanje se seveda pojavlja, zakaj smo si tako različni. Morate se to zavedati, to je ekosistem. To je glih tako, kot bi nekdo rekel, jaz hočem imeti identičen vrt kot moj sosed. Nemogoče, ker ne zalivata v istem času, ker so drugačne rastline. Tako, pač velike faktorjev, ki vpliva na to, tako pri mikrobiomu človeškemu pa vpliva partner, vpliva, kaj jemo, vpliva nivo stresa, vplivajo odnosi, ki jih imamo, vplivamo s tem, kako se gibamo. Torej, praktično nemogoče je, da bi nekdo živel identično življenje. Tudi dvojčki, na primer, imajo nekje 30-40% ujemanja mikrobioma, zgolj 30-40%. Kako pa pravzaprav pa lahko uravnavamo ta mikrobiom? Ker verjetno pač je neka sestava mikrobioma boljša za prebavo in za zdravje kot kakšna druga. To je celostni pristop k temu. Jaz si želim, da prekla, samo jajte solato, pa dodajate te žive bakterije, it's that simple, pa ni. Seveda so odnosi, stresa. To je en velik faktor, ko pride do mene ljudje, pa vidim, kaj jejo, pa vidim, da imajo popoln jedilnik v teoriji, seveda to spet tako, ampak grozne težave in zaprtostjo ali z driskam tako. In potem, ko začnemo govoriti o stresu in kako živijo, vidiš, da so ves čas pod stresom. Potem tudi, če ves čas sedimo, seveda nekdo bo odvajal lahko, če bo gibanje, če bo zadosten vnos vode, vlaknin, če ne bo pod kroničnim stresom in ves čas zakrčen, ker naš živčni sistem v bistvu nadzoruje naše gibanje, našo peristaltiko, našega črevesja. In ves čas, če smo napeti, tudi odvajali ne bomo. Tako da ni preprostega odgovora in vsak od nas ima nek razlog, zakaj ima določene težave in ta razlog je treba odkriti in nasloviti, sam tako se rešimo nekih težav na dolgi rok. Zdaj, na začetku samem sem omenil vlaknine, da bomo danes govorili tudi o vlakninah. Kako pa potem vlaknine same vplivajo na našo presnovo oziroma metabolizem? Ja, vlaknine so ena tistih veziv v našem črevesju, naprimer te topne vlaknine, kot so čija semen, indijski trpotec. To v bistvu, ko pride v naše črevesje, tvori nek gel. In to da strukturo blatu, stimulira črevesno steno, da se začnejo izločati hormoni sitosti, vpliva tudi protivnetno na naše črevesje, kar je ključnega pomena. V bistvu te vlaknine v bistvu potem vplivajo na to, kako se naši geni izražajo in koliko vnetnih substanc nastaja. To se pravi pri sami fermentaciji vlaknin, kar je cilj. V črevesju sem prej rekla, neka zdrava bakterija, probiotik, pride v stik z vlaknino in nastane kratkoverižna maščobna kislina. Primer bi bil butirat in to je direkt hrana za našo črevesno steno. Ta butirat pa tudi vklopi protivnetne signale. V sami celici izklop nastajanje vnetnih citokinov, ki povzročajo to kronično tiho vnetje, en kup črevesnih težav, in vpliva na to, da se vnetje umirja. To se pravi, imajo res širok spekter delovanja. Ene vlaknine, naprimer te kratkoverižne maščobne kisline kot je acetat, to je tudi nek produkt fermentacije ob uživanju vlaknin, pa v našem možganih da signal, hej, dovolj si pojedel, sit si. Zato je uživanje vlaknin ključno, zato visoko procesirana živila, kjer prva stvar, ki jo naredijo, je odstranijo vse vlaknine ven, zato da je izdelek bolj obstojen, da je bolj privlačen, da je tekstura boljša, ker nekomu ni do žvečanja tega. Ker zakaj bi se človek matral, jaz hočem hrano. Ampak žvečanje naprimer tudi spodbuja izločanje prebavnih encimov, kot tudi hormonov sitosti. Tako da v bistvu rabimo to, ne moramo kar preskočiti nekaj osnovno. Zdaj, če sem tako tukaj, tudi recimo, če si vzameš nekaj, kar je mogoče bolj visoko procesirano, pa da si pri tem vzameš čas, pa da oranž žvečaš. Recimo, a lahko že mogoče sam s tem vsaj kakšno minimalno razliko narediš, ali je pač če ni vlaknin, pač ne moreš čudeža narediti? Če ni vlaknin, ni čudeža. Predvsem problem je, da ni sitosti, pa hitre porast krvnega sladkorja. Zdaj, če bi nekdo, naprimer, želel, če bi neki športniki, nekdo, ki rab sladkor, takoj tisti trenutek,
Ne boš šel zdaj solato, ne, pred neko športno aktivnostjo jesti. To je vse od konteksta odvisno. Ne. Ampak visoko procesirana živila za average Joe, kar je večina Slovencev, ki sedimo cel dan, smo na računalniku, pa ne rabimo teh hitrih sladkorjev in food kome in cravingov in naraščanja in padcev, ker tudi obremenitev trebušne slinavke, naprimer za nastajanje inzulina, ne, če nam sladkor hitro narašča, se bo trebušna slinavka rekla, ojoj, rabimo inzulin, ne. Izloča inzulin in to visoka aktivnost te trebušne slinavke tudi na dolgi rok ni ok, zato ker poveča tveganje za tip sladkorne bolezni tipa 2. A ne spet, neka nenalezljiva bolezen sodobnega časa. In prej, ko si omenjal zaprtost, ravno to pomanjkanje vlaknin v tej visoko procesirani hrani je tudi razlog, da je veliko ljudi danes zaprtih. Še ena, mogoče čisto vprašanje, ki si omenila, ne, pač in fermentacijo v prebavilih potem. Kako je pa se pravi, verjetno fino uživati že kar fermentirano hrano tudi, če imamo možnost, se pa zdaj ne ima, je to kislo zelje, ali je to kimči, ali so to neke kumarce, pač nekaj, kar je že sfermentiralo. Ja, absolutno, ker če si ti predstavljaš, da je fermentacija tisto, kar prebavi našo hrano, jaz lahko fermentiram na mojem pultu, in že tle naredim del prebave in si olajšam zadevo. Torej, fermentirana hrana je lažje prebavljiva, a ne? Vsebuje več vitaminov, več mineralov, ima bolj intenziven okus, ima pa konec koncev tudi te žive bakterije. Ne? In zdaj mi vemo, da v našem črevesju izumirajo določene črevesne bakterije in mi jih lahko s to hrano večkrat dnevno vnašamo. In vedno več študije, kjer v bistvu dokazujejo pozitivne učinke uživanja fermentirane hrane in veliki iniciativ je po svetu. V Kanadi so zdaj naredili neko društvo za fermentacijo, kjer v bistvu sploh spodbujajo, da bi ljudje začeli spet fermentirati. Tu pa vem zato, ker moja bivša mentorica za doktorat je tudi del tega združenja, kjer spodbuja ljudi, da začnejo fermentirati doma. Jaz, na primer, delam kombučo, mlečni kefir, vodni kefir, vse doma. No, super. Evo. Jaz pa znam, da enkrat sem nekaj sprobaval, pa jaz sem pa s temi mogoče to, kar narediš te hitre vložnine, ne, tiste čebulce, kakšne za dan, dva, ampak ja, imam brata, recimo, ki pa dela domač kimči, ampak tam se pa pol tudi voha po stanovanju. Ja, to je pa zelo močan okus, zelo močan von in pač ni za vsakega. Zdaj pa ne obupati, ne, če nekomu kimči ne paše, je pi kombučo ali pa pi vodni kefir, nekaj, da vnašaš pač te žive bakterije. Ne? Super. Zdaj, ko iščemo rešitve, se pravi, ko se ne počutimo dobro, ko vidimo, da kile ne grejo dol, se v sedanjem času zatečemo na Instagram, ne, oziroma kjerkoli na internet in tam nam potem dajajo razni, zdaj bom rekel, tudi kakšni strokovnjaki v narekovajih, nasvete in bi rad preveril ene par teh nasvetov, ki sem jih slišal oziroma prebral, pa boš ti povedala, a to drži ali ne drži. Namreč, če si želiš spremembo, mora biti ta sprememba popolna, se pravi, moraš iti direkt na najbolj zdravo možno varianto. Jaz ne verjamem v ekstreme, tudi ne verjamem v te diete, ker to je vse, to je šprint na kratke proge, ker nihče takega tempa ne zdrži na dolgi rok. Edina sprememba, ki bo imela res velik vpliv na zdravje, je tista, ki vam ne povzroča veliko stresa, to se pravi, da lahko to delaš vsak dan, brez da bi se nečemu res zelo odpovedoval, da si potem brez energije, ker poznam tudi ljudi, ki grejo na 1000 kalorij na dan, seveda shujšaš, kako dolgo boš pa to vzdrževal in potem pride ta jojo efekt, ko pa začneš vnašati, nazaj kalorije, ki si jih prej vnašal, s tem, da si natreniral svoje telo, da kuri manj na dan. In tudi vsaka izguba telesne teže pomeni, da nekdo, ki je včasih pokuril več kalorij, zaradi izgube telesne teže, ker je manj tkiva za hraniti in vzdrževati, enostavno kuri manj. Torej, te hitri fiksi res ne delujejo. Edino, kar lahko je, da se loti človek postopoma, da namesto, da je pri vlakninah, naprimer, če jeste 5 različnih vrst zelenjave na teden, dejte povečati ta vnos na 30 različnih in povečate raznolikost in s tem hranite različne podizvajalce. In če hranite različne podizvajalce, te bakterije, boste imeli tudi raznoliko družbo, ki bo za vas delala neke koristne snovi. To se pravi, je res pristop postopen. Če kupuješ samo zeleno papriko, dodaj še rdečo, rumeno, to so že 3 veri. In tako v bistvu, to je minimalna sprememba. Človek še vedno ni, da je kaj spremenil, ampak učinki so pa pol na dolgi rok veliki. Jaz, na primer, v
zadnjem letu sem shujšala 10 kg, ampak nisem skoraj nič spremenila. Jem več zelenjave, več beljakovin, a ne, manj visoko procesirane hrane in to je nekaj, kar vzdržujem lahko do konca življenja. In to je v bistvu izguba kilograma na mesec, kar je res ni nič, ne? Ampak mi ni težko. To je tudi pri sebi videl, zdaj, ko sem od novega leta začel res znova bolj merkati, kako je, ko padeš v to, da rečeš, ok, sej zvečer pa mogoče ne potrebujem tistih 3 vrečk čipsa zraven, ne, pa mogoče še kakšnega piva, ampak neko to vzdržnost, predvsem, ne, pač, da sam način, na katerega skušaš uravnati prehrano, ne pomeni trpljenja, ker drugače si sam stres povečaš. Stres, tako, in vemo, da stres ima zelo velik vpliv na delovanje črevesja in v bistvu s temi minimalnimi spremembami, jaz tako rečem, dodaj nekaj, a ne, na svoj jedilnik, ne odzemi, dodaj in s tem, ko boš dodajal neko kvalitetno hrano, boš enostavno odzemal manj kvalitetno. Ne gre drugače, ker vlaknine so zelo nasitne, beljakovine so zelo nasitne in s tem bo manj prostora za ta junk food in manj cravingov in slej ali prej vidiš, da si na neki zeleni veji, ko ti sploh ni težko in ta počutje, predvsem ta nivo energije, te potem omogoči, da se s tem pač držiš. Še to, fermentirane izdelke, če lahko dodajate, tudi če se boste odločili dodajati, res je potreben počasen pristop. Ne zdaj 6 različnih kefirjev na dan, ker vas bo res napela, ne. Morate po požirkih pa dozirati. In tako kot s treningom, ne morate odločite se, da ste odlaufali maraton, pa greste prvi trening 42 km odlaufati. Ne morete. Tudi črevesje je treba dejansko natrenirati. Ga potreniramo in potem... Tako, in potem smo dosti bolj odporni. Tudi, naprimer, ni tukaj teh intoleranc, ker če je črevesna stena zaceljena, potem toleriramo lahko vedno več hrane. Ne? Super. Naslednja stvar spleta, ne, imaš nekoga, ki reče, ljudje, jaz sem pogruntal dieto, ta bo delala, naročite se, simpel je 5000 na teden, ampak vam bom pokazal in bo delovala. Obstaja res lahko neka univerzalna dieta, ki dela čudeže? Na kratko ne. Zdaj seveda obstajajo neke smernice, kako se prehranjevati, ne morem pa niti jaz reči, ne vem, je to pa to, ne? Če nekomu paprika ne paše, ne je jaz, če ti povzroča še več vnetja. Kljub temu, da s papriko ni nič narobe, mogoče je narobe, ki je z vašim imunskim sistemom. Ne? Tako da neke čudežne diete ne obstajajo, kot rečeno, obstaja samo boljši življenjski slog, neka zmernost, uravnoteženi obroki, redni obroki, brez preskakovanj, nobeno stradanje. A ne? Bistvo je, da vi hranite svoje telo, ne? Ker kaj je fora, ne? Sej hrana je gorivo. Dobesedno, kar jemo, hrani naše celice, nas gradi praktično, ne? In kvaliteta je pomembna. Se je, ne, se tudi ob avtocesti pa hrana dražja, ne? Eni pravijo, če si mlad, ne rabiš vlaknin, to je samo za starejše, ki se jim že telesa počasi sesuvajo. Ne, ni res. Večina Slovencev ima premali vnos vlaknin, priporočeno je tam 25 do 30 gramov na dan, več kot polovica ljudi, več kot 80% ljudi ne dosega tega in tudi otroci, naprimer, imajo velike potrebe in tudi otroci se že stradajo, a ne? Ravno zaradi te dostopnosti visoko procesirane hrane. Zato definitivno ni to samo za starejšo populacijo, definitivno je to primerno popolnoma za vse od rojstva naprej. A ne? Ker tudi materino mleko ima ogromno vlaknin, več kot 200 različnih virov, 200 različnih. Ja, se pač, ker itak si gradijo imunski sistem, pač pa vse, kar je v črevesju. Tako, in v bistvu od rojstva naprej je bistvo, da uživamo čim več vlaknin. In še ena, želim jesti zdravo, ampak zdrava prehrana je draga. Je res to nujno, da preplačaš, če hočeš živeti zdravo, ali se da dobiti zdravo hrano tudi po nekih normalnih cenah? Mislim, jaz se s tem ne bi strinjala, seveda. Jaz mislim, da je dosti delo je, ne. Naprimer, zdaj, če si nekdo pripravlja obroke vnaprej, a ne, solate, če si pripravlja obroke za v službo, a ne, v enem tednu sigurno zapravi manj, kot če bi šel vsak dan na malico. Ne. Če si nekdo to nakupi, balk si pripravi hrano in si vsakodnevno to nosi, sigurno zapravi manj. Sadje, zelenjava, lokalno oreščki, potem je sicer dražje kot nek sendvič, naprimer, ampak definitivno bolj zdravo, ne.
Prav, ko šteješ zraven, kaj vse s sabo prinese, še neka dobrobit, potem se vse skupaj. Ko se pa začnejo zdravstvene težave, pa itak vsi vemo, koliko denarja gre in časa in energije in bolnišk, tako da se mi zdi, da ta investicija v svoje zdravje se začne z izbiro kvalitetne hrane in tako preprečimo lahko ali pa oddaljimo nastanek bolezni za nekaj let. Prej si rekla, da je za mikrobiom potrebna raznolikost vlaknin, celo 30 različnih virov vlaknin na teden in to, jaz moram priznati, to se sliši kar včasih rekli 5 na dan, zdaj pa 30 na teden, kje jih pravzaprav sploh najdemo, kam je iskati? Boštjan, 5 na dan je 35 na teden. Ja, dobro, ampak veš, če 5 na dan lahko ponavljaš. Razumem, itak. Ampak lepo, da se dobo tudi jaz matematično šalo nazaj. Dejansko vem, kaj misliš, ampak tletko, vir vlaknin so kalčki, mikrozelenje, odrasla rastlina. Zdaj, če jaz jem brokoli, so tu 3 različni viri, če jih jem v različni obliki. Potem so tle še gobe, oreščki. Oreščkov je na voljo malo morje. Naprimer, v trgovini je na voljo več 100 različnih, 200 različnih, vse sadje, zelenjava, oreščki, če bi mi to prešteli, potem polnozrnati izdelki, potem začimbe, seznam je neskončen. In 30 na teden zbrati, glih to hočem spodbuditi ljudi, da ko greste v shopping, ne tistih 5 favorites vzet, dajte dodati še barvo, rumen koren, oranžen, rdeča, zelena, rumena paprika, rumeno, zeleno, rdeče jabolko, jih imamo že 8. Potem imamo špinačo. Paradižnik, zdaj pa paradižnik, lahko je češnjev paradižnik, lahko je datel paradižnik, lahko je volovsko srce, vse to lahko štejemo. Vse to šteje. Tako da, to je res na izi, pa še ta indijski trpotec, ki je za prebavo balzam za črevesje, potem imamo polnozrnate tele testenine, lahko, v glavnem, res na koncu imam tudi sledilce, ki jih dobijo 50 na teden. So mi poslali seznam in sem bila samo wow, ne morem verjeti. Da kdo tako vlada Excel. Ne, res, to moraš imeti pa res fit, črevesje, da ješ tukaj zareva. Super, zdaj, če nekako povzameva vse skupaj, kar smo se danes pogovarjali, kaj je tista stvar, ki se zdi, da je pa najpomembnejša, da si ljudje zapolnijo iz današnjega podcasta? Po mojem najpomembnejša stvar je to, da ne hranimo sam sebe, ampak da hranimo naš črevesni mikrobiom, ki pa je temelj našega zdravja. Tako da se pravi, vlaknine probamo najdeti, probamo jih pripeljati noter, tudi če jih ni 30, ampak tako, sam da so. Sam da so, kakršenkoli dodatek vlaknin je sam plus. Tako da vse šteje. Super, jaz se ti zahvaljujem za še en izredno informativen pogovor. Zdaj, če vas zanima, Tejo najdete tudi na Instagramu pod vzdevkom Znanstvenica, kjer dnevno razlaga te stvari na zelo zanimiv in pa razumljiv način. Jaz se vam zahvaljujem za prisotnost, to je bila torej prva epizoda nove sezone Špar podcasta Več vem, bolje jem, in če vas zanima še več stvari o tem, kako si izboljšati prehrano, kaj vse vtakniti v jedilnik, lepo povabljeni tudi na spletno stran Več vem, bolje jem, kjer vas čakajo še drugi pogovori, drugi članki, kjer zveste veliko stvari in pa kako do tja, se veste, nekje tukaj lebdi QR koda, poskenirajte jo in vas bo odpeljala tja. Jaz pa se še enkrat zahvalim Teji, ker si bila danes z nami, vam pa en lep pozdrav do naslednjega podcasta.